praznujemo 40 let prve razstave na tem območju. Leta 1972 je bila prva razstava. Če pogledamo, kako se je spreminjalo izobraževanje. Res, da v tistih časih so se pri nas izobraževali samo vrtnarji in cvetličarji. Potem kasneje so se izobraževali tudi vrtnarski tehniki. 10 let nazaj, 12 let nazaj so se vpisali prvi aranžerski tehniki, pred 8 leti pa prvi inženirji vrtnarstva, ki zdaj ta program imenujemo hortikultura in so inženirji hortikulture. Tale vrt, to se pravi park naše šole, so zdaj oblikovale številne generacije cvetličarjev, vrtnarjev. Kanček dela je tudi njihovega v tem. To se pravi, tisto podobo, ki jo danes imamo, tisto podobo so tudi oni prispevali. Šola se je v tem času tudi spreminjala, bilo je nekaj združevanj, razdruževanj, sprememb, to je zdaj verjetno tudi z družbenim redom tako nekako povezano. Mi smo pa letos tudi uspeli pri energetski sanaciji, pa razpisu, tako da bomo obnovili fasado šole, že skoraj gotovo, in posodobili ogrevanje in pa to se pravi električno instalacijo v šoli. Naša šola pa deluje tudi v najrazličnejših projektih in eden od projektov je tudi švicarski projekt, tako da danes odpiramo tudi švicarski vrt. Mi smo se prijavili na projekt, to se pravi v švicarski projekt smo se prijavili in takrat je nam to uspelo, to se pravi projekt je bil sprejet, no potem smo se pa sestali s švicarskimi partnerji, ki so pripravili načrte za izdelavo tega švicarskega vrta. Dobro, kar je pa to, da smo pridobili tudi poleg načrta tudi finančna sredstva, tako da smo lahko tudi to sfinancirali. Ja, mi smo zdaj kar nekaj sredstev tudi sami vložili v ta vrt, ker smo morali rastlinjak postaviti, tako da bo služil za izobraževanje naših dijakov in študentov. Mi pa že zdaj poskušamo, da bi tale naš park, ki je 3,5 hektarja velik, tole celotno območje tudi tržili navzven. Že imamo postavljeno učno pot za slepe in slabovidne, ki je prva v Sloveniji, pa mislim, da še ni najbolj poznana. Tako da bi radi tole, kar je na našem območju, tudi tržili, ker ministrstvo nima finančnih sredstev, se tako pravijo, in moramo tudi nekaj finančnih sredstev za pokrivanje stroškov sami pridobiti.